počasi prišlo do spremembe. Moje ime je Nina Urbanič, tako da smo malo se... In sicer bi predstavila vsebinsko podporo podjetjem v začetnih fazah življenjskega cikla. Slovenski podjetniški sklad ima trenutno na voljo vsebinsko podporo, ki je širše, ne samo program mentoriranja, za dva svoja produkta, in sicer predvsem za podjetja, ki so v prvih dveh fazah življenjske poti, in sicer zagonske vzpodbude in pa konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij in pa lastniški vstop za rast inovativnih podjetij. Pri zagonskih vzpodbudah, ki so na voljo podjetjem že 11 let, je program mentoriranja že tudi ves čas na voljo. Tam gre predvsem za program mentoriranja, se pravi podjetje, ko dobi finančna sredstva sklada, del teh sredstev nameni za mentoriranje oziroma se dogovori iz naše liste mentorjev, izbere mentorja in potem vzpostavi ta odnos z mentorjem neposredno. Pri drugi fazi, to je pa tako imenovani semenski kapital, pa gre tale vsebinska podpora bolj preko sklada. In sicer tam pa vsebujem, tale program je bolj obširen, gre za administrativno strokovno podporo, za pospeševalniški program, ki je nek intenzivni 10-dnevni izobraževalni program za prejemnike sredstev in pa za vse prejemnike sredstev tudi zelo pomembno pomoč pri povezovanju z investitorji in za mreženje med podjetniki med samimi prejemniki sredstev sklada in pa seveda program mentoriranja. Zdaj, če pogledamo sam program mentoriranja, poteka ta tako, da si podjetnik ob našem svetovanju izbere mentorja iz liste startup mentorjev. Na tej listi je trenutno 52 mentorjev, ki pa so izbrani predvsem na osnovi izkušenj na področju startup mentoriranja in pa sami so ponavadi tudi uspešni podjetniki, ki so že neke določene startup zgodbe, ki imajo za sabo ali svoje podjetje ali pač so sodelovali kot različni mentorji pri določenih startup zgodbah. Pri nas se je izkazalo, ta program sicer poteka od leta 2014 in pri nas se je do sedaj izkazalo, da je najbolj bistvena izbira pravega mentorja. Da si podjetje izbere mentorja, ki jim resnično lahko pomaga na področjih, ki jih sami ali ne obvladajo ali pa pač enostavno nimajo pravega znanja ali pravih možnosti. Tudi je pomembno, če ima mentor določene, da jim omogoči tudi neko mreženje ali pa dostop do nekega networka za podjetje, da lahko tudi to pomeni za podjetje preboj. Obveza mentorja, ta obveza je zelo, v bistvu pri nas ni tako strogo rečeno, je, da bi 3 do 4 ure mesečno svetoval in sodeloval z podjetjem in pa da sodeluje na 4 strokovnih svetih letno. Tale strokovni svet, ki ga oblikuje podjetje in so v njem predstavniki podjetja, predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada in pa mentor in pa predstavniki inovativnega okolja, se sestane kvartalno in ima čisto posvetovalno funkcijo, se pravi, da podjetje predstavi, kje so, kaj se dogaja in zakaj odstopajo od plana mogoče in da jim pač člani sveta enostavno pomagajo in svetujejo, kaj bi po njihovem mnenju bilo mogoče za narediti. Intenzivno sodelovanje pa je odvisno od interesa podjetnika, kajti vsi naši mentorji so pripravljeni in so na voljo tudi več kot te 3 do 4 ure mesečno. Tako da v bistvu, če si podjetnik želi, če ima to željo, da bi več sodeloval z mentorjem, je to vedno skoraj omogočeno. Naredili smo lani tudi evalvacijo programa vsebinske podpore in generalne ugotovitve so takšne. Podjetniki so si želeli tudi več medsebojne interakcije in deljene izkušenj sami med seboj. Bili so zelo zadovoljni z dosegljivostjo mentorjev, morate vedeti, da so eni izmed njih tudi
zelo zasedeni, ampak si vseeno vzamejo čas za podjetnike. Vsi so si želeli dalj časa program mentoriranja, kajti na začetku prva leta je bil ta program sicer omejen na 3 mesece, ampak so se tudi po teh 3 mesecih še vedno v bistvu srečevali in sodelovali, ampak to je bilo pač popolnoma neformalno. In pa podjetniki so si tudi zaželeli, da bi imeli možnost menjave mentorja, ne zaradi tega, ker bi bili nezadovoljni z njim, ampak zato, ker bi mogoče se jim pojavi nov izziv in bi želeli kakšno drugo vrsto znanja. In te želene spremembe smo letos tudi uvedli in prva stvar, ki smo jo izvedli konec lanskega leta, je bilo izredno uspešno dvodnevno druženje med samimi podjetniki, ki so bili prejemniki sredstev sklada. In sicer to je tudi slika iz tega druženja, kajti ugotovili smo, da si sami podjetniki lahko izjemno dosti pomagajo sami med seboj. Pojavljajo se jim enaki izzivi, nekateri so kakšen problem že rešili, pred katerim so se drugi pač znašli šele, recimo preboj kako se uveljaviti na ameriškem trgu ali pa kako izbrati pravilnega distributerja, in določena uspešna podjetja so že delila to znanje ravno na tem dvodnevnem druženju. Poleg tega pa sem, kot sem prej omenila, tudi uvedli možnost novega mentorja. Ne prav zamenjave, ampak dodatni program, da se lahko izbere nov mentor. Poleg tega pa smo ugotovili, da je ta program mentoriranja in izobraževanja zelo pomemben in zelo tudi za podjetnike koristen, in v prihodnosti jih mislimo uvesti še tudi pri vseh ostalih produktih sklada, se pravi tudi, ko gre za podporo podjetnikov iz naslednjih faz podjetniške poti, in v glavnem naš cilj je, da bi nekje v naslednjih letu ali 2 uvedli program mentoriranja za čisto vse produkte, čisto vse prejemnike sredstev sklada. Hvala.